Lep pozdrav. Današnja prezentacija bo govorila o načrtovanju trajnostnih stavb z vidika bivalnega ugodja, ki se nanaša predvsem na pomen in zavedanje dnevne svetlobe in kako načrtovati kvalitetno osvetlitev v prostorih. Tematika je predmet trajnostne gradnje in se nanaša na merilo, družbeno-kulturološko merilo, ki je eden od 3 meril trajnostne gradnje oziroma načel. Bistvo trajnostne gradnje je celovit pristop pri načrtovanju, se pravi, v kontekstu tega mora biti tudi bivalno ugodje z vidika kvalitetne osvetlitve izpolnjeno. Načrtovanje dnevne svetlobe bazira predvsem na pozicioniranju okenskih odprtin. V tem kontekstu lahko govorimo predvsem o strateškem pozicioniranju, mogoče ta poimenovanje bolj smiselno, kajti dejstvo je, da nekje od 90. let naprej se razmišljanje o vlogi okna v stavbi bistveno spremeni. V ozadju tega je več vlog ali pa komponent, dejstev, ki jih mora okno kot neki element izpolnjevati. Eno je zagotoviti vizualno ugodje, drugo je pričarati neko primerno atmosfero, tretje dejansko prišparati pri električni energiji in četrta stvar je, da poskuša okno tudi vplivati na tiste pasivni vir toplotnih dobitkov, ki pripomorejo k energijsko učinkoviti stavbi oziroma k zmanjševanju toplotnih izgub. Dnevna svetloba je dejansko prihaja v prostor v obliki 3 komponent. Najmočnejša je direktna sončna svetloba, ki vstopa lahko skozi okensko odprtino. Največkrat smo izpostavljeni difuzni svetlobi, se pravi direktni sončni svetlobi, ki preko oblakov prehaja v prostor. Seveda pa imamo opravka v prostorih tudi z reflektirano svetlobo. To je svetloba, ki se odbija od zunanjih ovir, notranjih in pa zunanjih. Se pravi, vse te 3 komponente nekako soustvarjajo tisto svetlobo v prostoru in dejansko vse te stvari moramo tudi upoštevati pri načrtovanju. Kot sem že omenila, kaj je kvalitetna dnevna svetloba, še zdaleč ne samo določanje določenih vrednosti svetlobe, recimo na površini delovnih mest, temveč definicija vključuje od tega, kakšne so individualne potrebe uporabnika, se pravi za specifične delovne naloge, tudi mogoče, kot sem že prej rekla, za določen učinek, efekt, svetlobni efekt v prostoru. V končni fazi gre za arhitekturni kontekst, kjer je pomembna kompozicija oken na stavbi objekta, kar je odvisno tudi nekega stila, forme, pri čemer se morajo upoštevati standardi, pravila, ki jih stavba mora upoštevati z vidika zakona o ureditvi objektov. Potem so pa tukaj še ekonomske omejitve ali izhodišča, kakorkoli. To je pa tisto, čemur ljudje včasih v praksi rečemo funkcionalnost okna. Recimo en lep primer je okno na višini, ki recimo nudi razgled, svetlobo in načrtovano je pa kot fiksna zasteklitev. Z vidika vzdrževanja je lahko ta element dostikrat problem, predvsem zaradi stroškov, sploh če se to pojavlja v večjih površinah na stavbi in je potrebno naprej premisliti, kaj taka zadeva prinese tudi v kontekstu dejansko vzdrževanja na dolgi rok. Se pravi, veliko nekih področij, ki jih je potrebno pri načrtovanju stavbe že v osnovi nekje razmejiti, razdelati in glede na to podati primerne rešitve. V primerjavi z umetno razsvetljavo je dnevna svetloba, lahko rečemo, nenadomestljiva. Dejstvo je, kakorkoli že, od sončnega sevanja, ki pride na zemeljsko površino, je nekje samo 40% tistega deleža, ki pomeni dejansko vidno sevanje, ostalo je pač ultravijolično in pa infrardeče sevanje. Zakaj je taka razlika med umetno in naravno svetlobo, dnevno svetlobo? Vedno je in bo v tem, ker nobena električna svetilka dejansko ne more posnemati teh variacij svetlobe, tega spektra, ki ga daje, v bistvu, ki se spreminja dnevno,
odvisno je od letnega časa, odvisno je od časa dneva, dejansko jutranja svetloba ni enaka večerni, odvisno je od vremenskih pogojev, se pravi, raznolikost svetlobnega spektra je tista, ki vpliva tudi na človeka. In tukaj zdaj preskočimo na te nevizualne potrebe, se pravi, človek je del narave in 24-urni človeški bioritem, poimenovan tudi cirkadiani ritem, je tisti, ki ima določene zahteve in deluje tudi na podlagi izpostavljenosti svetlobe. Seveda je pa tukaj zdaj pomembno, kakšno količino svetlobe dobimo, v katerem času dneva. V telesu imamo prisotna dva hormona, kortizol in melatonin. Melatonin je hormon spanja, kortizol je hormon budnosti. Zakaj je to pomembno? Dejstvo je, da če se želi človek oziroma zjutraj zbuditi, moramo zavreti raven hormona melatonina, pomeni, da rabimo izpostavljeno vsaj 1000 luksov na očesu, kar je pa dostikrat problem oziroma dostikrat do tega ne pride. Se pravi, ta zagotavljanje zadostne izpostavljenosti svetlobi o pravem času je eden od pogojev tudi za, da govorimo lahko o zdravih stavbah. Včasih jaz pravim vedno tako, da se moramo tudi zamisliti, kakšen je naš način življenja, se pravi zjutraj od doma v avto na delovno mesto. In dejansko tej izpostavljenosti svetlobe niti nismo deležni, sploh pa ne v zimskih mesecih ali jesenskih, ko je večino dneva oblačno vreme. Še ena od pomembnih zadev, ki se nanaša na svetlobo, na direktno sončno svetlobo, je pa izpostavljenost ultravijoličnim žarkom za tvorbo previtamina D3, ki je pač nujno potreben zopet za pravilno delovanje hormonskega ravnovesja, da ne pride do kakšnih motenj, rahitisa in tako naprej. Pri čemer je pa potrebno vzeti v obzir, da nobena zasteklitev, tudi enojna, ne prepušča zadostno dozo ultravijoličnih žarkov, ki bi tvorila vitamin D v telesu. Kaj to pomeni? To pomeni, da je ena od pomembnih mogoče misli ali pa vodilo pri načrtovanju trajnostnih stavb, predvsem recimo tudi pri poslovnih objektih, pri večnamenskih objektih, ta, da se kreira prostore, ki človeka povabijo ven, to so v bistvu prostori komunikacija, kjer je lahko človek izpostavljen tudi neposredni sončni obsevanju, seveda takrat, kadar je zunaj tako vreme. Če zdaj pridemo od nekih takih opisov vpliva, splošnih opisov vpliva svetlobe na človeka, pa da se dotaknemo mogoče res tistih tehničnih lastnosti oken, ki jih poznamo pri načrtovanju. Predvsem so to tiste, ki se nanašajo na toplotne karakteristike zasteklitve, govorimo o toplotni prehodnosti okna, toplotni prehodnosti stekla, toplotni prehodnosti okvirja in največkrat tudi, in v bistvu zelo pomembna zadeva, prepustno za sončno sevanje. Ker kakorkoli vedno okna tretiramo kot vir toplotnih izgub, imajo tudi vir toplotnih dobitkov, se pravi prepuščajo različne ravni sončnega sevanja in to dvoje treba vedno upoštevati. Se pravi, kakorkoli nekaj izgubljamo, v drugih mesecih oziroma v določenih urah pridobivamo nazaj. Redko kdaj pa se pri načrtovanju upošteva oziroma daje poudarek tudi na prepustnost za svetlobo. Mogoče to v preteklih časih niti ni bilo toliko pomembno. Danes, ko imamo na trgu različne vrste zasteklitve, od refleksne, dvoslojne, trislojne in ko je težnja k temu, da se toplotna prehodnost znižuje, se moramo zavedati, da se vsi nanosi na steklih, število stekel in tako naprej zmanjšuje prepustnost za svetlobo. Se pravi, ni vseeno, ali imamo dvoslojno zasteklitev ali troslojno, ker od tega varira tudi količina svetlobe, ki bo prišla v prostor. Prej sem že omenila, da sta v stroki dosti poznana tudi termin energijska bilanca, gre dejansko za seštevek toplotnih izgub in pa toplotnih dobitkov. Pri čemer je smiselno upoštevati predvsem to, kako ravnati oziroma kako izbirati elemente zasteklitve glede na naklon, glede na vrsto stekla. Namreč v arhitekturi se lahko izgube preko severa nadomestijo z izbiro boljše zasteklitve.
recimo vzhodna in zahodna stran ima približno enako energijsko bilanco, medtem ko poanta ali pa prednost nekih razgledov na sever ali želja po osvetlitvi, po vnosu difuzne severne svetlobe, ki je prijetna za delo, ni vedno negirana zaradi tega, ker to pač pomenijo toplotne izgube. Ni potrebe potem, ker se lahko to zbalansira dejansko z izbiro boljše zasteklite okna. Pri energijski bilanci je potrebno vzeti v obzir tudi to, da so velike razlike pri bilanci primerjalno vertikala, horizontala ali vertikala naklon, ker pač vse, kar je bliže soncu, ima močnejši doprinos z vidika sončnega obsevanja. Tako da take zadeve v načrtovanju arhitekture morda tudi vzeti v premislek. Vsekakor dnevna svetloba ima pomen tudi pri prihranku. Pri stanovanjskih stavbah jo redkeje vrednotimo, ker se dejansko ljudje oziroma vsaj taka masa ljudi ne zadržuje v teh prostorih. Največkrat je predmet obravnave v poslovnih stavbah, kjer lahko prihranimo tudi do 50% električne energije za razsvetljavo. Čisto preprosto, zakaj, mogoče kaže tudi ta slika. Enostavno pri poslovnih stavbah je približen delovni ritem ljudi vsak dan bolj ali manj enak. Lahko računamo s tem, kdaj se bo pričel nek delovni ritem zjutraj, kje se bodo zadrževali ljudje in glede na to prerazporedimo ustrezno osvetlitev, naredimo regulacijo svetilk in tako dalje. Se pravi, poslovne stavbe so sploh en tak velik porabnik električne energije. Mogoče tukaj v premislek tudi pa tematiko, ki je v današnjem času še posebej pomembna, to so prenove obstoječih stavb. Tukaj je sicer en podatek, da v Evropi je pač toliko in toliko milijonov stanovanj, ki bodo v naslednjih letih potrebne prenove. Kaj se na tem področju lahko dogodi tudi v smislu izboljšanja kvalitete osvetlitve, je še ena stvar, na katero je potrebno biti pozoren, namreč, kar sem že omenjala, obstoječa stekla so v večini primerov takih sploh stanovanjskih stavbah navadna termopanšipa ali je enoslojna zasteklitev, dvoslojna in to se vse zamenjuje z novimi. Dodaja se toplotna izolacija, se pravi izolira se toplotni ovoj, ki debeli steno, kar bistveno vpliva tudi na količino svetlobe, ki na koncu pride lahko v prostor. Načrtovanje regulativa v trenutni fazi sicer posega na določene obravnave z vidika izpostavljenosti primarne naravne osvetlitve v prostorih, definiranja prepustnosti za stekla, zahteve po senčenju toplotnih dobitkov, upoštevanje okna kot v vlogi naravnega prezračevanja. Vendar, če se osredotočimo na regulativo, ki se striktno tiče načrtovanja okenskih odprtin oziroma kako dimenzionirati, bi lahko temu rekli, svetlovo, vedno se ustavimo samo na zahtevi po minimalni površini. To pa še zdaleč ni dovolj, če želimo načrtovati kvalitetno osvetlitev, namreč noben preračun površine oken na tlorisno površino ne obravnava nadstreškov, odmikov od zunanjih ovir, lastnosti stekla, naklona in tako naprej. Se pravi, to nam je lahko neka orientacijska vrednost, še zdaleč pa ne merilo, da lahko rečemo, da je kvaliteta svetlobe v prostoru dobra. Zato je pač treba narediti nekaj več, da lahko naredimo na koncu to definicijo. In v tem kontekstu prestopiti mogoče na malo drugačen nivo razmišljanja oziroma poskušati analizirati določene zadeve, ki se tičajo recimo primarno osvetljenosti površin, lukse na različnih delovnih površinah. To verjetno poznate. Zelo lahko je svetlobo preveriti post festum, se pravi, ko je stavba narejena, luksmeter se vzame, izmeri svetlobne vrednosti, vendar je to treba preveriti že v fazi načrtovanja. Svetloba, ki pade na površino,
pomeni nekako merilo za svetlobno ugodje in poznate pač tudi iz vidika umetne razsvetljave, da govorimo tukaj o luksih, ne vem, od 100 do 200, 500 luksov, odvisno od narave dela. Te razponi so lahko zelo raznoliki. Načeloma nekje za učilnice velja 300 do 500 luksov, tako za umetno kot naravno osvetlitev. Vsekakor pa, kot že omenila, je zelo pomembno, kakšna je narava dela na določeni površini. Pri čemer je mogoče smiselno količino svetlobe, se pravi osvetlitev površin, nekako preverjati že zaradi tega, da vemo, ali bo na določenih mestih potrebna umetna razsvetljava ali ne. Nekje meja je tam okoli 500 luksov, kjer se pojavi potreba, oziroma kjer se pojavi pod to mejo, pod 500 luksov, se bo verjetno pojavila potreba po umetni razsvetljavi. O vplivu na zdravje govorimo v rangu 2500 luksov in več. To je tista doza svetlobe, ki je potrebna na dan, da jo človek dobi za pravilno aktiviranje hormonskega ravnovesja. Tukaj je primer analize osvetljenosti površin, primer ene učilnice, kjer se lepo vidi, seveda blizu svetlobnega vira vrednost svetlobe naraste, v zaledju pade. Če smo prej govorili o 300 do 500 luksov na delovni površini, tukaj lepo vidimo, da ima zaledje nekje 180 luksov, kar pomeni, lahko nek premislek tudi, kako dimenzionirati razsvetljavo in kako mogoče narediti se pravi razmejiti prižiganje luči, kar podnevi, da nam vse linije luči, da so prižgane, dejansko tudi ni energijsko potratno. Druga zadeva, ki je zelo pomembna pri načrtovanju, je pa bleščavost. Bleščavost ali svetlost površin dejansko je tisto, kar ljudi moti na delovnem mestu. Opredeljeno je pa svetlobnim tokom, ki ga vda ali seva površina, se pravi tisto, kar se odbija od površine, temu rečemo refleksija. In zelo pomembno je tukaj tudi to, kakšen material izberemo, kakšne barve izberemo. Temne barve lahko vpijajo do še enkrat več svetlobe kot svetle, pri čemer je tudi potrebno paziti na to, da razmerje v svetlosti ni previsoko. Zdaj tukaj so neke orientacijske vrednosti, recimo knjiga in miza, razmerje svetlosti, se pravi področja, kjer upravljamo vizualno delo, in pa v tem primeru neposredne okolice, pomeni recimo knjiga in miza, je lahko nekje 3:1. Če bo to razmerje večje, bo seveda nastal problem bleščavosti. Tukaj od spodaj sta dve simulaciji istega prostora. Eno brez nadsvetlobe, ker je pač bilo ugotovljeno, da delovne površine v zaledju so premalo osvetljene, se doda nov svetlobni vir, pri čemer vidimo, da še vedno ne dosegamo oziroma ne prekoračimo tistega razmerja v osvetljenosti. Seveda so pa oddaljene površine, lahko imajo pač tudi večjo razmerje svetlosti, prav so lahko intenzivnejše. In še eno merilo, ki je, merile kar nekaj, zdaj odvisno je, kdaj se in čemu se kakšno merilo upošteva, to je količnik dnevne svetlobe. Izraz oziroma način vrednotenja kvalitete svetlobe v prostoru s količnikom je dokaj poznan že v tujih državah. Tudi pri nas moram reči, da se vse več arhitektov pri načrtovanju že poslužuje tega merila. Gre pa preprosto, kaj je količnik dnevne svetlobe. Je razmerje med osvetlitvijo zunaj pri nesenčni ravnini in pa v notranjosti prostora, se pravi nam da podatek, kakšna količina svetlobe oziroma koliko svetlobe pride v prostor ob določenem svetlosti dneva, se pravi procent, količnik, koliko svetlobe pride v prostor ob določeni intenziteti svetlobe zunaj. Izražen je vedno v procentih in še ena pomembna zadeva, vedno je merjen pri oblačnem nebu, zaradi tega, da so vrednosti enakomerne. Kaj nam pove količnik? Recimo tukaj en primer, če je zunaj 10 000 luksov in znotraj 500 luksov, delimo 510 000, dobimo
vrednost, ker je to izraženo v procentih, 5% količnik dnevne svetlobe. Seveda te vrednosti nam nič ne pomenijo, če ne vemo, česa dejansko oziroma na kaj se moramo opirati, ne. Zdaj, British Lighting Guide priporoča, to so še vedno priporočila, ki jih v naši regulativi ni, da je, če je količnik dnevne svetlobe manjši, povprečni v prostoru, a ne, manjši od 2%, gre za zaznavo prostora kot premalo osvetljenega. Nekje med 2 in 5% količnik dnevne svetlobe bomo prostor zaznali kot dobro osvetljen. Seveda določena opravila, ki so bolj natančna, znajo potrebovati dodatno razsvetljavo, 5% količnik ali večji, pri takem razmerju zaznamo prostor kot dobro osvetljen. In vse, kar je več, je potem dejansko ni problem višjega količnika, problem lahko nastaja potem potencialno tudi za pregrevanje. Tudi to zadevo je potrebno vzeti v obzir. Kako izračunati količnik? Tukaj ima napisano pešpot, to je ena možnost, za katero obstaja pač formula. Izračun je odvisen od vidnega kota neba, od faktorja prepustnosti za svetlobo, od refleksije površin, od površine notranjih površin in tako naprej. Verjetno se teh zadev v današnjem času, v času dobe, ki je vse potrebno narediti hitro, ne, intenzivno, kjer ni časa za peš računanje, so na voljo računalniški programi, s katerimi si zadevo lahko bistveno olajšamo in dobimo zelo hitro rezultate, ki nam potem že v fazi načrtovanju, v dizajniranju stavbe pomagajo k temu, da pridemo sami do pravilne rešitve, pravilne izbire oken, se igramo z prepustnostjo svetlobe in tako naprej. Kaj nam v bistvu še količnik dnevne svetlobe pove? Pove nam, ali lahko računamo z prihrankom energije, se pravi prihrankom električne energije v stavbah. Namreč o prihranku lahko govorimo, kadar vrednost količnika skoči 5% in več, ne. Takrat govorimo nekje do 50% prihranka, višji, ko je, več prihranka bo. Dejstvo pa je, da povprečni količnik v prostoru okoli 2% ali manj, kot smo že prej slišali, ne, nekje tista spodnja meja ne bo dajal prihrankov pri električni razsvetljavi. V nadaljevanju imam en lep primer, stavba na Danskem, kjer je pri celostni rešitvi, v kateri je bilo upoštevano ogromno nekih kriterijev, tudi vidika energije, izbire materiala, osvetlitve, velika pozornost je šla osvetlitvi, ker gre za poslovno stavbo, pač zasnovano kot jedro, pritličje, nadstropje, prvo nadstropje in drugo nadstropje, je dejansko primerjava narejena, kakšen vpliv ima svetloba, ki prihaja od zgoraj navzdol. Dejstvo je, da bolj, ko gremo z virom svetlobe proti zenitu, bolj bo ta vir intenzivnejši. In konkretno v tej poslovni stavbi je prihranek energije za električno razsvetljavo se znižal za 4-krat. Se pravi, to je bila ena od ciljev. Drug cilj pa je bil, da imajo vsi prostori vsaj 3% količnik dnevne svetlobe, kar je bilo tudi doseženo. Seveda z pravilno pozicijo vseh okenskih odprtin na celotnem stavbnem ovoju. Če izpostavimo